Spoštovani, dobrodošli na srečanju o 25. obletnici Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo. Prav posebna dobrodošlica velja vsem tistim, ki ste bili in ste del zgodbe, ki jo piše Inšpektorat. K besedi pa vabim gostitelja današnjega sprejema, glavnega inšpektorja za obrambo, magistra Romana Zupanca. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovana ministrica, spoštovani bivši glavni inšpektori, spoštovani inšpektori, inšpektorice, vsi ostali delavci inšpektorata, tako sedanji kot bivši, spoštovani sodelavci, veliko čast mi je in veselje, da vas lahko pozdravim danes na tele kratki slovesnosti ob obletnici in sem vesel, da smo se zbrali v tako velikem številu. Inšpekcijski nadzor kot del represivne dejavnosti javne uprave je seveda tema, ki ni najbolj priljubljena, zato bom skušal biti čim bolj kratek. Že sama beseda inšpekcija vzbuja precej oziroma prej negativne kot pa pozitivne občutke. Inšpektori smo neke vrste nujno zlo, ki bdi nad izvrševanjem predpisov, žuga, odreja ukrepe, se poslužuje od izvršb, vodi prekrškovne postopke in tako naprej. Da o izrekanju glob ne govorim. Morda se tudi zato pri posameznikih občasno pojavijo ideje, da bi bilo najbolje kakšni inšpekciji pristriči krila ali pa jo celo ukiniti. Vsi dosedanji glavni inšpektori za obrambo bi mi zagotovo lahko pritrdili, da so se kdaj v preteklosti srečali s poskusi zmanjševanja ali celo izničevanja pozitivne vloge inšpekcijskega nadzora na obrambnem področju. Prav zato je podpora ožjega vodstva Ministrstva za obrambo še kako pomembna za neovirano izvajanje poslanstva ESO, ki pa v preteklih 25 letih ni bila vedno izrazita in samoumevna. Z zadovoljstvom pa lahko povem, da to podporo v času, ko osebno vodim inšpektorat, imamo, za kar se ob tej priliki ministrici iskreno zahvaljujem. Verjamem, da bodo nekoč nastopili tudi takšni časi, ko inšpekcijski nadzor ne bo več potreben. Bojim pa se, da pač takih časov jaz ne bom dočakal. Danes je inšpekcijski nadzor, to je nadzor nad izvrševanjem predpisov in aktov, izdanih na njihovi podlagi, vendarle pomemben del nadzorne funkcije države in vsakega družbenega podsistema. Tako kot si je upravljanje težko zamisliti brez funkcije nadzora, tako si tudi dosledno izvajanje predpisov težko zamisliti brez inšpekcijskega nadzora. Zagotovo že sam obstoj inšpekcijskih organov do neke mere prispeva k večjemu spoštovanju predpisov. In zagotovo je tako tudi na obrambnem področju. Prepričan pa sem, da je inšpekcija na obrambnem področju upravičila svoj obstoj predvsem z doslednim izvajanjem inšpekcijskih nadzorov, katerih najbolj oprijemljiv rezultat je pravzaprav več 100 odrejenih inšpekcijskih ukrepov letno. Verjemite, najlepše je, če kljub doslednemu inšpekcijskemu nadzoru ni ugotovljena nobena nepravilnost ali pomanjkljivost. In če inšpektorju posledično po ukrepih sploh ni potrebno poseči. Verjamem pa, da vsak inšpektor začuti svoje poslanstvo, še posebej v primeru, ko poseže po ukrepu za odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, pa ne zaradi tega, ker bi bil žleht, ampak zato, ker s tem najbolj neposredno prispeva k večjemu spoštovanju predpisov in posledično k večji urejenosti sistema. Seveda pa pri tem vsi skupaj ne smemo pozabiti na še en nujen predpogoj za uspešnost inšpekcijskega nadzora, to je stalna ažurnost in pa posodabljanje predpisov, pa tudi stalna skrb za njihovo nedvoumnost, razumljivost in seveda nenazadnje tudi izogibanje prednormiranosti. Spoštovani, za vso upravljeno delo inšpektorata v minulih 25 letih so zaslužni vsi dosedanji inšpektorji za obrambo in vsi ostali delavci ESO, ki so skrbeli za delovanje tega organa v sestavi Ministrstva za obrambo, na čelu z vsemi dosedanjimi glavnimi inšpektorji za obrambo. Žal dveh danes ni tu.
Obletnica nas je v IRSU spodbudila, da minulih 25 let ovekovečimo tudi v zborniku, ki ga nameravamo izdati do konca letošnjega leta in ki bo, verjamem, verodostojno odseval delo inšpektorata v preteklem obdobju. Mimogrede bi se ob tej priliki zahvalil tudi dosedanjim glavnim inšpektorjem za obrambo, ki so velikodušno odzvali se na zaprosilo, da za omenjeni zbornik napišejo tudi svoj prispevek, vezan za obdobje njihovega vodenja inšpektorata. V IRSU smo pred kratkim končali prenovo normativnih podlag za delo inšpektorata. Inšpekcijski nadzor zdaj za letošnjim letom smo v celoti uskladili z zakonom o splošnem upravnem postopku in z zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Vseeno pa nas v IRSU tudi v bodočnosti čakajo novi izzivi, povezani predvsem z uvajanjem stalnih izboljšav na področju inšpekcijskega nadzora ter seveda prekrškovnega postopka in ne nazadnje z iskanjem boljših pogojev dela za inšpektorje ter ostale delavce IRSU. Obeležitev obletnice kot je današnja pomemben dogodek. Zato smo tudi za vse zaposlene v IRSU ob tej priliki namenili skromen spominski kovanec. Nič manjšega pomena od obletnice pa seveda nima druženje ob prijetnem in sproščenem vzdušju, ohranjanje prijateljstva in krepitev medsebojne povezanosti. Zato naj bo današnje srečanje tudi majhen prispevek, majhna drobtinica k večji enotnosti in povezanosti v naši lepi Sloveniji. Hvala lepa in vsem zbranim vse dobro, z željo, da vam to srečanje ostane v prijetnem spominu. Hvala lepa, magister Zupanec. V kulturnem delu današnje slovesnosti sodeluje kvartet klarinetov Orkestra Slovenske vojske z basistom in tolkalcem. Dušan Velkavrh je napisal danes kultno pesem iz slovitega oglasa iz leta 1986. Glasba je delo Janja Goloba, priredba za kvartet klarinetov pa Janez Benko. Slovenija, moja dežela. Zdaj pa k besedi vabim ministrico za obrambo Republike Slovenije, Andrejo Katič. Hvala. Spoštovani glavni inšpektor, nekdanji glavni inšpektorji, spoštovani sodelavci, nekdanji sodelavci inšpektorata, spoštovani ostali sodelavci, tudi naš orkester.
Kakor je začel od začetka inšpektor, sem se že bala, da bo zdaj slišala kakšno kritiko na svoj račun, ampak se zahvaljujem za te pohvalne besede. Naj sama povem, kaj sama menim o inšpekciji. Moj moto je, da je zaupanje dobro, zagotovo, nadzor je še boljši. Tako da naj to priložnost najprej izkoristim za to, da se zahvalim, da sem lahko danes ob tej vaši pomembni obletnici z vami. Predvsem pa, da se vam zahvalim tudi za vaše dosedanje delo in tudi za vso vaše prihodnje delo. Zagotovo ste pomemben sooblikovalec rešitev, ki jih je bilo v preteklosti potrebno narediti in ki jih imamo še v prihodnosti na področju obrambe kot take splošno. Tako da zagotovo za svojim delom pomembno pripomorete, ne samo kot inšpektori, da odkrivate neke kršitve, ampak predvsem, da so te vaše pobude, vaše mnenje naravnano pozitivno, tako da se sistem izboljša, kar je tudi edino pravilno. V človekovi naravi je, da dela napake, verjamem, da jih nihče ne dela za nalašč, ampak da se enostavno to zgodi in zato smo vsi skupaj tukaj zaposleni, zato da delamo tisto, kar je najboljše in zagotovo tudi vi pomembno pripomorete k temu. Zato da hvala vam za to delo. Naj to priložnost danes izkoristim predvsem zato, da vas tudi v prihodnje povabim k sodelovanju. Vi ste soočeni, tisti, ki ste včasih delali v inšpektoratu, predvsem iz medijev, s kakšnimi izzivi se soočamo v tem zadnjem aktualnem obdobju. Ko sem sama prišla na ministrstvo, sem si seveda zadala, tako kot večina ministrov pred sabo, da pripravimo nov zakon o obrambi. Mi gradivo zakon o obrambi imamo, je posredoval tudi v medresorsko usklajevanje, prijeli smo vrsto pripomb. Pripravljamo tudi spremembe in dopolnitve zakona o službi Slovenski vojski. Spremembe in dopolnitve zaradi tega, ker ne želimo niti ne odpirati celotnega zakona, zaradi tega, ker v Sloveniji je še vedno mnenje, da na eni strani se zavedamo položaja neustreznega, kot ga imajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, po drugi strani pa še vedno nekateri mislijo, da so nekateri privilegiji neupravičeni in bi želeli tudi to odzeti. Zato se borimo za to, da bi vse naše želje in tiste pobude, ki so realne, spravili v takšno obliko, da lahko spreminjamo samo 1/3 zakona in ne bi odprli tistih členov, za katere mislimo, da so dobri. Tako da vabljeni z vašim znanjem, tako že k temu zakonu o obrambi, kot tudi potem sprememba in dopolnitva zakona o službi Slovenske vojske, da podaste svoje pripombe in verjamem, da tiste, kar je smiselno, bomo tudi upoštevali. Če pa ne drugače, pa tudi samo da poveste mnenje, ali smo na pravi poti. Drugo, kar je, pripravljamo tudi strateški pregled obrambe. Jaz sama, ko sem na začetku napovedovala, sem si želela, da bi Slovenija zbrala moč in šla v strateški pregled varnostnega sistema v celoti. Tako slovenske policije, Slovenske vojske in seveda tudi zaščite, reševanja in pomoči. Vendar žal, takrat smo bili zelo vpeti v reševanje begunske migrantske krize, mi za tem nismo mogli čakati in smo se odločili in šli delati sedaj strateški pregled obrambe. Ampak vseeno so v to vpeti tudi drugi resorji in verjamem, da bo tudi ta strateški pregled dal odgovor na to, v kakšne nadaljne korake mora iti tako Ministrstvo za obrambo kot Republika Slovenija, zato da lahko ta sistem uspešno razvijamo tudi v prihodnje. In tudi tukaj verjamem, da se delujete pri tem, tudi ko bomo potem preučevali posamezne ukrepe, boste vabljeni, da poveste svoje mnenje. In že sedaj vas naprošam za konkretno in odlično sodelovanje. Vrsta drugih ukrepov je, ki nas še čaka. Ne bom zdaj govorila o tem, da smo soočeni, kar sami tudi najbolje veste, za pomanjkanje finančnih sredstev, ampak vseeno uspeli smo zaustaviti trend padanja obrambnih izdatkov, nismo zadovoljni s tem. Zagotovo pa je pomembna pridobitev to, da se je javno mnenje v Sloveniji spremenilo, tako da so ugotovili, da je to pomemben sistem varnosti v Sloveniji, da varnost ni samo po sebi umevna, da je potrebno v to vlagati. Če želimo takrat, ko pomoč potrebujemo, imeti učinkovito pomoč, moramo vlagati tudi v sistem. Tako v slovensko policijo, v Slovensko vojsko, kot tudi vse sile za zaščito in reševanje in pomoč. Tako da tudi tukaj verjamem, da ste vi sami kot strokovnjaki na tem področju opravili pomembno delo, da vse tiste bližnje in tudi vse ostale, s katerimi se srečujete v svojem vsakdanjem življenju,
nekako seznanjate na nek način z pomenom in poslanstvom Ministrstva za obrambo, vseh, ki smo vključeni v ta sistem in kakšne so naše naloge, da varnost ni sama po sebi umevna, ampak da delamo tukaj zato, da izvršujemo svoje poslanstvo, da pomagamo ljudem in da skrbimo tudi za to, da je naša Slovenija suverena, samostojna, priznana v mednarodni širši javnosti. Tako da hvala vam tudi za to. Naj na koncu zaključim samo s tem, da vam iskreno čestitam v vašem jubileju, da želim, da tako uspešno kot do sedaj opravljate svoje naloge tudi v prihodnosti, da si želim čim več koristnih pobud, pripomb, predlogov, seveda sem potem vesela, če jih najširše tudi uskladimo in izvršimo, ampak vendar zadovoljna sem z upravljenim delom vašim in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako, da boste pomembno sooblikovali naš skupni nadaljnji razvoj. Samo, če se vsi skupaj povežemo, če povežemo vso naše znanje, vso našo energijo, ves naš elan, potem smo lahko tudi uspešnejši. Tako da hvala vam za vaše delo, hvala vam za vaše prihodnje delo, iskrene čestitke v vaši obletnici in iskrene čestitke tudi obletišni naši skupni 25. obletnici samostojnosti in suverenosti. Verjamem, da se bomo še velikokrat srečevali in da bodo naši medsebojni pogovori, dialogi konstruktivni in dobri pripomogli k nadaljnjemu razvoju. Hvala. Hvala lepa ministrici. Tempo, ki nam ga narekuje življenje, je pogosto manj naklonjen druženju. Zato so trenutki, ko lahko obudimo kakšen prijeten spomin na preteklost in izmenjamo kakšno spodbudno misel za prihodnost, še posebej dragoceni. Če ne drugače, pa vsaj v glasbi za prijatelje. V 25 letih inšpektorata ste bili posamezniki tisti, ki ste vsak na svoj način prispevali k uspešnemu delovanju organa in njegovemu ugledu. Zato bo ob današnji priložnosti glavni inšpektor za obrambo magister Roman Zupanec podelil spominske kovance vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem. Prosim. Štabni vodnik Aleš Končič.
Polkovnik Anton Vereš. Ana Stropnik. Polkovnik Bogdan Mali. Bojan Benedik. Polkovnik Branko Keber. Polkovnik Ivo Kukec. Branko Špur. Višji vodnik Damjan Cajhen. Igor Ivančič. Polkovnik Ivan Trafela. Jože Čibej. Eden najstarejših inšpektorjev. Potem pa še en aplavz. Jožef Krajnc. Lojze Vintar. Njega sem pa jasno nadomestil. Polkovnik Marjan Jakoš. Marjana Arenšek. Matjaž Burger. Tanja Korošec. Tina Rakovec. Polkovnik Tomaž Okršler. Vinko Rink. Vojko Kos. Polkovnik Vojko Obrul. Zvonimir Bratun. Nada Perič-Brink. In podpolkovnik Igor Iskrač. Iskrene čestitke in hvala lepa, magister Zupanec. Spominske kovance nekdanjim glavnim inšpektorjem za obrambo in seveda tudi sedanjemu pa bo podelila ministrica za obrambo Andreja Katič. Prosim. Zdaj bilo pa lepo, da bi pred zastavami tako naprej. Gospod Antun Šoštarič.
Nekdanji glavni inšpektor je bil tudi general podpolkovnik v pokoju Albin Gutman, danes ga žal ni z nami, si pa vseeno zaslužen aplavz. Je pa z nami brigadir v pokoju magister Viktor Kranjc. Brigadir v pokoju Tine Brajnik. Pridružil se nam je tudi gospod Zoran Klemenčič. In pa seveda magister Roman Zupanec. Vsem skupaj iskrene čestitke, hvala lepa ministrici. Uradni del srečanja zaključujemo z glasbo. Malo daljšo tradicijo kot inšpektorat ima skladba Slovenija, odkot lepote tvoje, bratov Avsenik. Občudujemo jo namreč že vse od leta 1974. Uradni del slovesnosti je tako končan. Pred druženjem vas vabim še na skupinsko fotografiranje. Sprva vse glavne inšpektorje, ki ste danes z nami, potem pa tudi vas, spoštovani zbrani. Za zaključek pa vam na srce polagam misel žal neznanega avtorja, ki je nekoč zapisal: uživaj v drobnih stvarih. Morda se boš nekoč ozrl in spoznal, da so bile velike. Uživajte in lep dan vam želim.